Pustite! Skor sem vas ubil! To je noro, človek! Držim pesti, da do konca dneva ne bomo jedli česa kuhanga. Če bi lahko zdajle to zavohali, o moj bog, poglejte, kako dobro to zgleda. Dobro jutro sem skupaj. Pravkar smo pristali na nekaterih najbolj odročnih otokih na svetu. In naslednjih nekaj dni bom preživel samo svojo podvodno lokom in puščico. Imamo eno najbolj norih pokrajin. Tam zgorej so palme, kristalno čista voda in grebeni tam zunaj. In dobesedno izgubljam razum v tem trenutku. To bomo uporabljali naslednjih nekaj dni. To je v resnici podvodni lok in puščica. Je precej preprosto. Ima malo elastičnega traku tukaj in tole sulico tukaj, precej večje od moje. To je resno orožje, povem vam. Potegneš ga nazaj, točno tako, in potem spustiš. Skoraj sem vas ubil, fantje! Bum! Juhu! Oho! Ta stvar je toliko poceni. Wow, danes bomo res v formi. V nahrbtniku imamo nekaj malenkosti. Imamo nož, ki nam bo, upajmo, kasneje omogočil, da očistimo nekaj rib. In poleg tega imamo v bistvu samo kamere, fantje. Tam zunaj so eni najlepših grebenov in komaj čakam, da vam pokažem, kaj je pod vodo. In vem, da bo to izziv s tem orožjem. Vzel bom praktično vse, kar bom lahko. Dejstvo je, da imamo tukaj majhen lokalni ribiški čoln, ki nas bo vozil med vsemi temi otoki tukaj. Ker je tukaj enostavno prelepo, da bi ostali samo na enem otoku. Rad bi šel z vami na obisk različnih otokov in videl, če lahko v naslednjih nekaj dneh dobimo res dobro hrano. Ena najbolj norih stvari, fantje, je, vsakič, ko sem na teh otokih, vedno znova najdem toliko smeti, kot jih še nikoli nisem videl v življenju. Velikokrat poberemo toliko, kot lahko, ampak ta problem je včasih res prevelik. Poglejte tole, to je noro. Človek, tukaj imamo smeti, nekaj kokosovih orehov, ampak res, to je noro. Mi ljudje, prijatelj, smo lahko boljši, 100%. Pravzaprav ne moramo narediti veliko glede tega, razen da poskušamo pobrati čim več, kot lahko med to misijo, fantje. Videti je kot neka stara ribiška postojanka. To je noro, fantje, ta otok le zunaj je res odmaknen, res. Fantje so to očitno postavili kot neko ribiško, recimo umestno postajo, kamor pridejo, ko ujamejo ribe. Ali pa morda morajo prespati, ko grejo na še bolj oddaljene otoke in potem tukaj prespijo eno noč ali kaj podobnega. Nadaljujmo z raziskovanjem, da vidimo, kaj še lahko najdemo. Že zdaj se potim kot nor, tako da bi trenutno res rad najdel kakšen kokos. Poglej to, človek, tukaj so vedno samo čevlji, poglej to, vedno samo preklete vodne pipe, steklenice, palce, kaj za vraga je to, človek? Poglej to, poglej tisto, to je kot prekleti Easy v grmovju, to je noro, stari. V redu, gremo naprej. Tukajle gremo naravnost v džunglo, polno je palm, to je noro, človek, wow. Pojdimo nazaj na plitvine ob otoku, da vidimo, kaj lahko najdemo ob tej črti najvišje plime. Tukaj mora biti nekaj dobrih stvari, ki jih lahko uporabimo. Poglej to, človek! O, moj bog, poglej to, wow, brat. Ti otoki, na kateri sem zdaj, fantje skrivajo ene najlepših školjk na svetu. To bo kmalu dom za kakšno žival, zato ga bomo pustili kar tukaj na plaži. Poglejte, vse te druge rake samotarje tukaj. Najbolj nora stvar pri teh je, da če dejansko zažvižgaš, pridejo ven iz svoje školjke pripravljeni. Si ga videl, kako je prišel ven? To je noro. To je zagotovo nečiji urin. Okej? To je najbolj nora palma, kar sem jih kdaj videl v življenju. Imamo to eno veliko palmo, ki dobesedno štrli ven. To mora biti ena izmed najbolj kul palm sploh. Nima kokosov na sebi, ampak kar so naredili, je to tukaj. Vidiš, ta kos bambusa. To je od starega ribiča. Kar so naredili je, da so odrezali ta kos bambusa in ga bodo zapičili v kokosovo drevo ter z njim podrli vse kokose.
Pravkar sem parkiral v senci, res se močno potim. Fantje, hoče si malo povrniti energijo. Mislim, da bom vzel ta velik kos bambusa tukaj. Mislim, da lahko mogoče poskusimo otrgati nekaj kokosov in potem mislim, da začnemo raziskovati te grebene, da vidimo, če lahko začnemo odkljukavati neke živali. Fantje, te otoki so res neverjetni in ti zgreben tam zunaj je nor, človek. Res je neverjetno. Tega ne moreš zrežirati. Sam počivam pod palmo in poglej, kaj najdem. Odstranimo pesek iz tega. Poglej to je noro. Zdaj smo res pripravljeni na vojno. Kakšne stvari najdeš naplavljene? Pesek povsod. Ne vidim veliko več ob tej obali, fantje. Večina dobrih stvari je nazaj v to smer. Tako da mislim, da vzamemo enega od teh kosov bambusa in gremo pogledat, če najdemo kakšen kokos. Prav? To vzamemo. Gremo, draga. Tukaj imamo nekaj palm, ampak so kar visoke. Človek, morda lahko poskusiva na tele? Prav, tam zgor je ena, verjetno jo lahko poskusiva dobiti. Tisti kokosi so bili res na čudnem in narodnem mestu, fantje, in jih nisem mogel dobiti. Tako da bova morala začeti iskati ob obali, da vidimo, če najdeva še kakšne druge stvari. Razmišljal sem, da bi splezel na tisto drevo, ampak je trenutno tukaj precej nevarno, če padem z drevesa ali kaj takega. Verjetno bom pečen in nihče mi ne bo prišel pomagati. Ušpelo nama je, stari. Ja, dobila so neki kokosov, ne morem verjeti. Prej nama ni uspel, ker je bo tisto drevo res trdo, stari. Nisem hotel biti pečen, ampak sva našla enega, ki je bil nižje. In dobila sva te čudovite zelene kokose. Iskreno sem čist izmučen, ampak mava sveže kokose in to je vse, kar šteje. Pokazal vam bom, kako lahko odpremo te stvari brez nožev ali česa podobnega. Vidite konec s 3 B-ji tukaj. Tam je ena ravna stran, ne vem, če zdaj vidite. To je v bistvu, mislim, najplitvejši del kokosa. Torej, če ga udarimo, bi se moral kar odpreti in potem ga lahko pijemo. Poglejmo. Evo ga. Uspelo nama je, človek. To sva razbila, to je bilo noro, človek. Čas je, da skočiva na čoln in preverva, če lahko dobiva kakšno hrano, da začneva ta izziv. Imamo največjo biotsko raznovrstnost na planetu Zemlja, kar v bistvu pomeni, da 75% vseh živali, ki živijo v oceanu, dejansko živi v teh vodah tukaj. Zato bova danes raziskovala s čolnom, da vidva, koliko jih lahko preštejeva. Za nama sta kristalno čista modra voda in eno najbolj zabavnih orožij na svetu. Tam v daljavi imamo naš čoln in vabe je res povsod. Poglej to, o moj bog, poglej to jato vab. To je noro. Komaj čakam, da skočim v vodo in vidim, kaj ta jata vab počne. To je noro. Gremo. Dobesedno me udarjajo.
Poglej to, toliko jih je. Udarjajo me v obraz. Ena od teh stvari me bo nokautirala. Lahko ga dobesedno ujamem z rokami. To je bilo brez dvoma eno najbolj norih doživetij v mojem življenju. Milijoni vabirib so me dobesedno udarjali po glavi in maski. Lovil sem jih z rokami. Brate, to je bilo noro. In zato raziskujemo te otoke. Fantje, stvari, ki jih bomo videli v tem videu, bodo nore. To je le majhen okus. V redu, skočimo na ta čoln, začnimo raziskovati naokoli. Poglejmo, kaj še lahko najdemo. Gremo, že smo na čolnu. Trenutno lahko vidite te raztresene otoke vse okoli mene. In kar bomo počeli, je v bistvu iskanje najboljših mest, fantje, kjer je danes največ življenja. To nam bo, upajmo, pomagali, da zdaj dobimo neko hrano. Potrebujem vso pomoč, ki jo lahko dobim, ker sem s tem orožjem približno tako uporaben kot betonski padalo. Držim pesti, da na koncu dneva ne bomo jedli česa, kar je skuhano. Poglejmo, kakšno je vzdušje. Dobesedno sedim na premcu čolna, na katerem smo. Zdaj se samo malo bolj približujemo temu otoku. Izgleda kristalno, neverjetno čisto. Verjetno lahko vidite to neverjetno brezvetrje, kristalno čisto vodo. Smo na mestu. O moj bog, poglej to vodo. Imamo Gatorade spec, vodo, lok in puščico, plavuti v roki. Čas je za lov. Gremo naravnost v to vodo, popolnoma izgubljam glavo. Gremo, draga!
moj bog, človek tam spodaj je povsem drug svet. Neverjetno je. O moj bog, človek, tam spodaj je bilo res neverjetno, fantje. To mora biti ena izmed najbolj čistih vod, kar sem jih kdaj videl v svojem življenju. Ampak na tem otoku smo ostali brez hrane in zdi se, da se je vreme poslabšalo. Ti oblaki so se počasi prikradli. Zdi se, da je na obzorju morda nekaj bliskanja in danes popoldne nam res zmanjkuje časa, kot pravim, začne deževati, človek. Iskreno, bilo je res težko ujeti ribe tam spodaj in mislim, da je bil razlog v tem, ker je bila voda tako neverjetno čista. Ribe so me lahko videle že na kilometer daleč. Napenžil sem lok in puščico, ampak nisem mogel ničesar ujeti. In ne morem verjeti, da prvi dan nismo dobili nobene hrane. Naš načrt za zdaj je, da si prvi dan zacelimo rane. In upam, da bomo lahko jutri poskusili znova. Človek! Sproščeno bomo sedeli, opazovali sončni zahod, uživali v vzdušju in jutri se bomo spet zagnali in poskusili znova, čeprav nimamo hrane, fantje. Počutim se tako blagoslovljeno, človek, da sem lahko na teh otokih in raziskujem tisto kristalno čisto vodo, ki smo jo danes raziskovali. Sedim na palmi sredi česar v otočju. Hvala ti, Bog, za ta trenutek. Ja, juhu! In vse te papagajke zdaj prihajajo v plitvino. Ampak to niso ribe, ki jih lovimo. Kajti tukaj, na teh otokih, je lov na te ribe dejansko zelo nezaželen. Dejansko jedo so algo s koral in jih ohranjajo čiste, kar ohranja grebene zelo zdrave. Ogromne jate papagajk. Poglejte jih vse. Dobro jutro vam želim in pravkar smo se zbudili na tem norem otoku. Poglej si to, človek, dobesedno je kot steklo, vse do obzorja, vidiš, da sonce vzhaja. Fantje, in danes sem tako zelo odločen, da bom s tem orožjem ujel hrano, človek. Skoraj celo noč sem bil brez hrane, zato sem danes zjutraj res lačen kot volk. Danes bomo raziskovali nekaj najbolj norih otokov. Skočili bomo na čoln, upam, da bomo nazval kakšne nove predele, ker bomo lahko s tem lokom in puščico ulovili kaj z orožjem, človek. Ampak najprej poznam eno noro mesto, kjer se lahko gremo kopat na tem otoku. O moj bog, človek, prav, tukaj je ta mali pomol. Skočimo noter in poglejmo, kaj je tam spodaj.
Kakšno neverjetno jutro. Prav, skočili bomo na čoln in nadaljevali z raziskovanjem za drugi dan. Fantje, pravkar smo pristali na tem norem, mejhnem otoku tukaj, lok in puščico imamo na hrbtniku, danes sem res navdušen. Mislim, da bojo tam zunaj kakšne epske ribe, ki jih bomo danes, upam, lahko ujeli z lokom in puščico. Poskrbimo, da bo danes vse nastavljeno, kot mora biti. Ja, zgleda dober. Tukaj imamo Quick Revive. Zdaj, ko to vzamem, veste, da bom ponovno rojen. Gremo, dragi. Danes potrebujem vso energijo, ki jo lahko dobim. Gremo! V redu, pripravljeni smo, imamo lok in puščico, čas je za lov. Pravkar sem vas vse izločil, sem malo preveč navdušen, počutim se odlično. Vsi napište hura v komentarje. Saj veste, to vedno rečemo, ko vzamemo Quick Revive. Čas je, da se opremo, gremo v vodo in preverimo, če lahko dobimo hrano.
Uspelo nam je, končno smo bili tukaj zgori. Bili smo tam zunaj ure in ure, ves čas zgreševali, ampak nekaj smo ujeli in to je vse, kar šteje. Imamo meso za drugi dan. Trenutno me boli, bil sem tako dolgo v vodi. Videli ste, zgrešil sem na vse strani, igral sem se kot čuvaj na barliju. Iskreno, bil sem čist na tleh tam zunaj. Ampak fantje, imamo sveže meso in zakurili bomo ogenj za drugi dan. Če bi lahko začutili, kako zelo me zebe zdaj. Temu pravimo kirurgova riba. Poglejte te barve na njej, ko ji tako dvignem plavut, je svetlo rumena, ima tudi to modro barvo in ima to rezilo čisto zadaj, tam lahko vidite. Sveta mati. Če te to zadene, boš v krvavem svetu bolečine. Šlo bo naravno skozi tebe kot nož. Zadnjih 46 ur sem rovil in nisem ujel ničesar. Tako da, zdaj imamo tega poredneža, poglej, glavo na tej stvari ni najlepša glava. Na tem otoku bomo pripravili najbolj noro pojedino doslej. Ribe bomo dali kar sem, vse bo pripravljeno. Zbrali bomo dračje in naplavljen les ter zakurili ogenj. Ker sem trenutno tako zelo lačen, Izgubljam glas zaradi navdušenja. poglej se to. Okay. Imamo naše velike veje, moramo dati nekaj netiva na sredino, vse te obalne grmovnice. To lahko uporabimo za netivo. Kot velika košara za rože, ampak je vse skupaj samo netivo, ki bo prijelo iskro. Ideja, ki sem jo dobil za to kuhanje, pomeni, da moramo imeti precej močen ogenj. Vso netivo bomo dali sem noter, ga pržgal, ribe bomo začeli kuhati za drugi dan. Gremo! Imamo čudovito ribo tukaj. Uporabili bomo eno epsko metodo priprave, fantje. Najprej jo bomo narezali na nenavaden način. Zdaj jo bom prijel tukaj. Naredil bom majhen rez za njeno glavo. Zdaj, razlog, da sem naredil ta rez. Vidite, da bom odstranil njeno glavo in drobovino naenkrat. Torej, kar bom naredil zdaj je, da bom postavil rezilo pod kotom 45 stopinj in bom preprosto zarezal čist do konca. In vidite, poglejte to. To je njena glava in vsa drobovina. Z enim rezom vse, kar nam ostane, je samo meso in telo. Ja, je malo peščeno, ampak saj nima več vse te drobovine vseb. In ta riba, fantje, to je dejansko rastlinojeda riba. Zato je jedla vso morske alge in vse ostalo. In zdi se, da smrdi veliko bolj kot vse druge ribe. Vzemimo ta kos korale. Uporabili ga bomo kot krožnik. Dejansko jih bomo najprej razlomili na kose približno te dolžine, potem jih bomo nasekljali. To bo zabavno. Si pripravljen? Ni uspelo. Točno to želimo. Te majhne koščke, vidiš? To bo noro dober. Poglej to meso. Zakaj ga ves čas spuščamo pesek? Poglej to meso. Dobesedno žari na tej živali. Lepo in belo. Kar bomo naredili je, da se bomo odpravili gor in dejansko pobrali nekaj, kar nam bo omogočilo, da to skuhamo. To bomo naredili po kebabsko, draga. Potrebujemo kos lesa. Nekaj trdnega. Bambus ne bo dovolj. Je prešibek. V redu, to bi znalo biti to. Ja, točno to hočemo. Odlično, pripravili ga bomo kot kebab. Zato ga bom hitro prerezal na pol. Samo še konce bom zašilil. Vidite, enega imamo že tukaj.
2 ostra šaš kebaba. Tukaj imamo lepo žarečo osnovo iz oglja. Vzeli bomo naše palce in dali ribe naravno zgor. Vidite lahko čudovito meso. Eno bomo dali skozi spodnji del hrbta, drugo pa skozi zgornji del in potem je to pripravljeno, da gre naravnost na ogenj. Poskrbeli bomo, da bomo nataknili vse naše kose. Način, kako jih bom dal nad ogenj, je, da bom preprosto odmaknil te hlode. Kos korale. Naše palce bomo položili na kos korale. Nato pa vzeli še nekaj kamnov. V redu, fantje, lahko vidite, kaj smo naredili. Kamni držijo naše palce nad ognjem. Poskrbeli bomo, da bo spodaj še naprej gorel, da bodo žarjavica žarela in ustvarjala lepo toploto. Prav, ne bom vam lagal, fantje. Zdaj je malo peščena, ampak me sploh ne moti. Ribe imamo nad ognjem, pečemo jih na žaru. Poglejte to. Pravzaprav je res dobra. Wow, človek. Nočemo jo dati naravnost v plamen, želimo jo malo stran, da lepo porjavi. Držim pesti, to meso je res, res dobro. V redu, vidiš, da se lepo peče. Paziti moramo, da je ne zažgemo. Vzamemo vejce, preverimo, da je ne zažgemo in jo hitro obrnemo. O, moj bog, poglej, kako dobro to izgleda. Videti je tako hrustljavo, da smo na pravi poti. Poglej to. O, to meso zgleda tako dober, ka bi vi lahko tole zavohali zdaj. Resnično diši neverjetno. Celoten namen tega je, da se bo dim, kot upamo, prepojil v meso in ga naredil res, res dimljenega. Mislim, samo poglej vse te bele koščke mesa. O, tako sem lačen zdaj. Dobesesno sta minila že 2 dni, odkar sem jedel, fantje, in videli ste, kako težko je bilo s tistim lokom in puščico. Samo vesel sem, da imamo hrano na tem otoku. Gremo! O, človek. Glej to! Tukaj bomo pokazali naše ribe. Vzemimo naše ribe. O, moj bog, poglej to. Wow, to dejansko zgleda neresnično. Veste, zadnja 2 dni smo lovili z enim najtežjih orožij in zdaj imamo tam nekaj čudovitega mesa. Poglejte tole v slogu kebaba na plaži. V redu, vzemimo kos. O, moj bog, poglej to meso. Poskusimo ga. Kot na žaru. Poglej te kose mesa, ki jih trgam. Ampak to je bistvo vsega. Za ribo, ki velja za manj vredno, je dejansko res, res dobra, ko je pečena na ognju. Tukaj, na teh zapuščenih otokih. Veste, da za to živimo. Se vidimo na naslednji divji pustolovščini. Več videov tukaj. Ne pozabite všečkati in se naročiti.